Najprej pa znova drama na avtocesti. Velik požar na Štajerki, tokrat pri Šentilju v smeri Avstrije. Zgodaj zjutraj so verižno trčili 3 tovornjaki. Pri tem je zagorelo, izbruhnil je velik požar. Povsem uničeni sta 2 tovorni vozili. K sreči sta se oba voznika pravočasno rešila. Odpeljali so jo v bolnišnico, tretji ni poškodovan. Štajerska avtocesta je bila zaprta več kot 13 ur. Odprli so jo šele pred pol ure. Podrobnosti Jana Ujčič. Takšni prizori so bili danes zjutraj na avtocesti proti Avstriji. Gasilska brigada Maribor in še 8 prostovoljnih gasilskih društev, skupaj 70 gasilcev je posredovalo. Policisti so bili o nesreči obveščeni 20 minut čez 5. uro zjutraj. Nesreča se je zgodila na tem delu avtoceste tik pred izvozom Šentilj v smeri Avstrije. Pri trčenju tovornih vozil pa je zagorelo. Ogenj je zajel 2 tovornjaka, v enem naj bi bile proteinske čokoladice, drugi naj bi bil prazen. Obe tovorni vozili sta povsem uničeni. Kljub hitremu prihodu gasilcev se je požar že popolnoma razvil. Požar je prišel verjetno od prebitja rezervoarja in potem na neke vroče dele tovornega vozila in ti požari so pač v trenutku. Ko smo prišli na kraj, sreča, da sta se oba voznika evakuirala, tovorna vozila so pa bila v ognju. Po prvih ugotovitvah policije je voznik tovornjaka trčil v ustavljeno tovorno vozilo, to vozilo pa je potem trčilo v vozilo pred njim, vnel se je ogenj. Tovorna vozila so bila sicer ustavljena zaradi kolone tovornjakov pred vstopom v Avstrijo. Okoliški prebivalci opisujejo: Prebudil naju je s partnerjem pok, pol smo videli, da zunaj gori, da je bila prometna nesreča. In nič, klicala sem 112, tako je bil ogenj. Pol se je že razširilo po travi, hvala Bogu je deževalo, pa že včeraj malo snežilo, da je bilo mokro, da se ni dalje razširilo požar. V jutranjem času je na tej avtocesti gost promet, poleg tovornega se veliko ljudi tudi vozi na delo v Avstrijo. Sreča je, da v nesreči niso bila udeležena še druga vozila in da se ni zgodila tragedija. Voznika tovornjaka sta utrpela lažje poškodbe, tretji voznik ni poškodovan. Policija o nesreči še zbira obvestila.